Kulturna panorama. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Teden je naokoli in pripravili smo vam nov izbor vidnejših dogodkov, tokrat s poudarkom na likovni umetnosti. V preteklem tednu so odprli številne razstave, med njimi belokranjski opus Božidarja Jakca ter izbor del Metke Krašovec. Posebno pozornost seveda namenjamo Bienalu sodobne umetnosti v Benetkah, katerega paviljone in razstave so za širšo javnost odprli danes. V Mariboru prirejajo festival stripa Prima Ruha. Zavod Parasite pa je podelil letošnje nagrade skupine Oho v podporo mladim ustvarjalcem s področji vizualnih umetnosti. Ob častitljivi starosti Aleksandra Basina je izšla njegova knjiga izbranih člankov in predavanj Gledalec misli, umetnikovo delo in njegov interpret. O izbranih vsebinah podrobneje v naslednjih minutah. V poslušanju kulturne panorame vas vabiva tonski mojster Robert Markoč in redaktorica Petra Tanko. Danes je svoja vrata za širšo javnost odprl 61. Beneški bienale sodobne umetnosti z osrednjo temo V molu in Minor Keys, kuratorke Kojo Kuoh. V ospredju so drugačne, manjšinske zgodbe in moč umetnosti, da ustvarja skupnost in celi. Tema pa zdaj odzvanja drugače, saj so začetke bienala pospremili številni protesti zaradi sodelovanja držav obtoženih vojnih zločinov, včeraj pa tudi stavka nekaterih paviljonov. Iz Benetk se oglaša Iza Pevec. Še bolj kot protesti zaradi izraelske udeležbe letošnji bienale zaznamuje kritični odziv na odločitev vodstva, da prvič po napadu na Ukrajino na bienalu sodeluje tudi Rusija. Paviljon je bil sicer na ogled le v okviru predogleda za strokovno javnost. Kot smo že poročali, je zaradi te odločitve tik pred zdajci odstopila mednarodna žirija, italijanski minister je napovedal bojkot, Evropska unija pa odvzem finančne pomoči v višini 2 milijonov evrov. Še pred odprtjem sta pred paviljonom protestirali skupini Pussy Riot in Femen. Protesti pa so pospremili tudi odprtje paviljona. Če predsednik bienala Pietrangelo Buotafuoco govori o pomenu dialoga, je ruska protestnica, ki živi v tujini, poudarila, da umetnost ni apolitična. Gre za mehko moč, ki služi izključno vojnemu aparatu. Želijo normalizirati podobo Rusije tako, da se skrivajo za podobo ruske kulture. V tem konkretnem primeru ruski paviljon domnevno predstavlja umetnost etničnih manjšin v Rusiji, kar je absurdno, saj so prav te manjšine prve žrtve režima. Seznam rasnega sovraštva in zločinov nad manjšinami je zelo dolg in to je bil velik problem že pred vojno. To je popoln primer delovanja ruske propagande. Izberejo nekaj posameznikov iz teh skupnosti, vendar takih, ki služijo režimu, nato pa svetu predstavljajo podobo strpnosti. Gre za manipulacijo, za laž, popolno laž. Napetosti med organizatorji bienala in njegovimi kritiki se sicer stopnjujejo že dalj časa, predvsem zaradi sodelovanja držav obtoženih vojnih zločinov, torej ob Rusiji tudi Izraela. V petek je zato aktivistična skupina Art Not Genocide Alliance skupaj z nekaterimi sodelujočimi organizirala 24-urno stavko v protest proti izraelski udeležbi na letošnjem bienalu. Sodelovala je tudi slovenska ekipa, ki jo sestavljajo Martin Bricel Baraga, Nika Grabar, Miloš Kosec in Neja Tomšič. V paviljonu so zatemnili luči, namesto zvočne instalacije pa so obiskovalci lahko slišali prenos palestinske radijske postaje Radio Al-Hara. Teme vojne, izbrisa in politične instrumentalizacije prostora pa so tudi v središču samega projekta naše skupine Monument o džamiji, ki je v času Prve svetovne vojne nekaj mesecev stala v Logu pod Mangartom za potrebe bošnjaških vojakov. S tem se projekt lepo vključuje v srednjo temo letošnjega bienala in Minor Keys v molu, ki jo je še pred nenadno smrtjo zasnovala kuratorka Kojo Kuoh, izvedla pa njena ekipa.
In če se zdi, da je manjšinske, manj slišne zgodbe, o katerih govori osrednja tema, preglasila politika, te male, tihe zgodbe, ki nam odpirajo prostor za razmislek, pravzaprav tudi pol dajo moč za to, da lahko delujemo, ampak delujemo v političnem smislu, vsak od nas, z tudi majhnimi gestami, in te so zgodbe, ki jih je pravzaprav ne smemo preslišati. Seveda pa umetniška dela govorijo svoj jezik, medtem ko mi kot osebe delujemo politično v drugih kontekstih lahko. Tako optimistično sklene Nika Grabar, podobno kot so lahko ostanki preteklega bienala, ki jih vidimo v slovenskem paviljonu, hkrati ruševine in gradbišče nečesa novega. Miloš Kosec. To, kar deluje kot ruševinsko polje, je seveda lahko tudi gradbišče. Gradbišče in ruševina sta si zelo podobna, samo njuna usmerjenost v času je drugačna. Ruševina je zadnje poglavje razpadajoče hiše, gradbišče pa, ki deluje identično, je pa predpoglavje, je pa rojstvo hiše, ki šele pride. In zares je lahko nekaj, kar deluje kot ruševina, v resnici gradbišče nečesa novega, in obratno, nekaj, kar deluje kot gradbišče nečesa novega, je mogoče v sebi vključuje že ostanke nečesa, na kar smo že skoraj pozabili. Določen optimizem oziroma vera v moč umetnosti pa prežema tudi osrednjo razstavo v Molu. Kot pravi Raša Salti, članica kuratorske ekipe, ki je izvedla razstavo. The first thing you come across when you enter the Arsenale building. Prvo delo, ki ga boste opazili ob vstopu na razstavo v Arsenalu, je delo o prijateljstvu. Prvo na razstavi v Giardinih pa deluje kot stražar, zaščitnik. Sicer pa lahko na razstavi najdete veliko poezije, saj je imela pomembno vlogo pri odpiranju, spodbujanju domišljije, tako za Kojo Kovoh kot za nas. Hkrati dodaja, da se ji tak pogled na umetnost ne zdi optimističen, temveč normalen, saj menijo, da ima umetnost sposobnost združevanja, celjenja. Med glavnimi izhodišči razstave so prav odmik od pretirano teoretskega ali eksplicitno političnega okvira sodobne umetnosti ter sprejemanje in zaznavanje sveta čutenja. Del razstave so tako imenovana svetišča in šole. O čem govorijo? Two really key components which are present in the central pavilion, and they were strong. Dva ključna momenta osrednjega paviljona sta bila tudi močni želji Kojo Kovoh. Prva želja je bila poklon dvema umetnikoma, ki nista dobila dovolj priznanj in pozornosti. Prvi umetnik je Isa Samp, ki je bil nekakšen mentor Kojo Kovoh, sicer pa izjemen umetnik, pesnik, upornik, dramatik, resnično osrednja figura umetniške scene v Dakarju. Druga pa je umetnica Beverly Buchanan, ki jo je Kojo Kovoh odkrila nekoliko pozneje. Njej se je sicer v zadnjih letih že poklonilo nekaj razstav, a je bilo pomembno, da dela obeh umestimo v isti prostor, jih postavimo v dialog in ju počastimo. Gre za počastitev prednikov in prenos znanja, sami smo pri tem govorili o svetiščih. Drug pomemben moment pa je povezan z Raw Material Company, ki jo je ustanovila Kojo Kovoh. Gre za prostor učenja in spodbujanja mladih umetnikov. Sami govorimo o šolah, čeprav ne gre za neka uradna izobraževanja, temveč bolj alternativno obliko pedagogike. Seveda je podobnih prostorov po svetu še več. In nekaj smo jih povabili k sodelovanju na razstavi, predvsem zato, da bi poosebili te druge oblike vzpostavljanja skupnosti, deljenja in učenja. Specifically to incarnate these other forms of communing, sharing, learning. Razstava je tako zasnovana kot živ, dinamičen prostor številnih glasov, podob, zvokov in občutij, živahnih barv in oblik. Postavitev so zasnovali skupaj z Wolf Architects, pri čemer so želeli zagotoviti številne priložnosti za počitek ter vključevanje obiskovalčevega telesa med dela, saj so ta marsikje odmaknjena od sten. Kako si želijo, da bi se počutila obiskovalka in obiskovalec ob poti skozi razstavo? Rory Capaj, asistent ekipe. I hope they feel held
Upam, da se bosta počutila sprejeto, da bosta očarana in da bosta svoje telo zaznala drugače. Upam tudi, da bo razstava delovala hkrati nepričakovano in nujno potrebno. In če končamo z besedami Kojo Kuo, gre za pesem tistih, ki ustvarjajo lepoto kljub tragediji. Melodije beguncev, ki si upomorejo iz ruševin. Harmonije tistih, ki celijo rane in znova sestavljajo svetove. Ob 100-letnici rojstva Mikija Mustra 22. novembra lani smo prvič praznovali nacionalni dan stripa. Danes pa je drugi dan prvega mednarodnega festivala stripa v Mariboru. Z njegovim imenom Prima Ruha oživljajo posebnost tega literarnega žanra, udarno moč ene same besede. V tem primeru izraža navdušenje. Ni pa Prima Ruha edini stripovski festival pri nas. Obstaja ljubljanska Tinta, a mariborski dogodek prinaša novost. Strokovno predavanje o prodaji pravic v tujino in tržnico pravic za avtorice, avtorje in založbe z agenti založb. Več pa v prispevku Irene Kodrič-Cizerl. Vodja založbe Vige Vage knjige, ki je glavna organizatorica festivala, Anja Zak-Golob, o razlogih za vzpostavitev festivala v Mariboru. En temeljnih porivov, zakaj smo želeli organizirati festival v Mariboru, je bil poleg tega soda, da mislimo, da manjka, da je tu premalo živ strip, pa da je premalo avtoric in avtorjev tu, pa da se premalo o njemu govori in piše in da se ga tudi premalo tu dela, da so zelo redki posamezniki in posameznice, ki tu počnejo strip in da bi bilo fajn, če bi jih bo več. En od glavnih teh je bil tudi to, na kak način v bistvu približati publiki, ki mogoče bere, ampak bere druge zvrsti literarne, kako jim približati strip, kako ne rečem, ta nadpojem z vsemi svojimi možnimi falsetami, da bi jim postal domač, da bi jim postal tako rekoč vsakdanje čtivo. Ker to drugje po svetu, po Evropi, je popolnoma udomačena, normalizirana zvrst, če tako rečem. Pri nas pa še vedno prevečkrat naletimo na ta strah, posebej pri odrasli populaciji, da ne razumejo stripa, da ne vejo, kaj naj si z njim pomagajo, da ne vejo, kaj ga brati, da ne vejo, kako k njemu pristopiti in da se pol zaradi tega ga rajši izogibajo. Po drugi strani pa ta predsodek, da je to neka šajs literatura, nekaj, kar itak bi moralo biti pol zastojn, kar bi moralo biti na nekem slabem papirju, nekaj za na WC, nekaj takega za mimogrede, ne pa nekaj, kar je dejansko lahko monografska publikacija v najbolj žlahtnem pomenu besede, s trdimi platnicami, če hočeš, ali pa ki ima recimo 200, 300, 400 strani, recimo lani decembra smo izdali slovenski prevod Jimmyja Corrigana, ki ima 388 strani in smo ga delali 1 leto pa pol. Festival se premišljeno povezuje z drugimi vrstami umetnosti, na primer glasbo. Vanj so vključili pogovore, tisti z vsestranskim umetnikom, ilustratorjem in avtorjem stripov Matejem Stupico o pomenu vizualnega komentarja v medijih bo ob 16. Na kak način je podoba sposobna komentirati realnost na točki, kjer besede odpovejo. Kako vizualna podoba lahko na svoj način izreče neko bolečino ali pa nek odpor, neko nerazumevanje, nek obup tudi ob nekih dogodkih, tudi čisto političnih, čisto tudi vsakdanje političnih, ki jih mi sicer z besedo zelo težko zaobjamemo. Morda še posebej v političnem. Ravno to. In on recimo se točno s tem ukvarja. In nam se zdi, to pa je recimo tema, ki pa nikakor ni omejena zgolj na, stripofile, če hočeš. Ni omejena na to, na te ljudi, ko recimo imajo stripe zelo radi in so do dobra izvežbani tudi v branju stripa. V Vetrinskem dvoru, ki je osrednje festivalsko prizorišče, poznavalka področja Ivanka Hannenberger pravkar predava o prodaji pravic v tujino.
Festival namreč želi pomagati pri profesionalizaciji področja. To pa je slovenski literarni trg namenjen stripu. In ustvarjalke in ustvarjalci, založbe, založniki, vsi, ki delajo na tem področju, zato da bi te knjige izhajale. Ali v prevodih, ali v originalih. Njim je tudi treba omogočiti boljše delovne pogoje. In en del omogočanja boljših delovnih pogojev je tudi to, da se bi lahko avtorice in avtori dokončno profesionalizirali, tisti, ki se želijo. Kar bi pomenilo, da bi vsaj kdo v Sloveniji lahko preživel samo od stripa. Od tega, da dela strip, ki ni komercialen. Se pravi, da se mora komercializirati, zato da bi lahko preživel. Da bi pa to dosegli, imamo pa trenutno na področju stripa premalo finančnih sredstev. Enostavno ne doteka dovolj sredstev na to področje, da bi to lahko. Ne moramo dvigniti honorarjev, ne moramo recimo prodajati pravico tujino. Zato, ker je naš dodatni problem, ki ga imamo s tem, je, da naš jezik govori 2 milijona ljudi. In zdaj v Nemčiji, ali pa ki jo govori recimo med 83, nemščini, ki jo govori recimo med 83 pa 86 milijonov ljudi, ali pa v španščini recimo, ali pa v francoščini, ali pa tudi v poljščini, češčini, je zelo malo prevajalcev, ki bi bili sposobni prevajati iz našega jezika v njihov jezik. Večji, ko je jezik, manj je teža je ta možnost. Pa tudi pri malih jezikih, recimo, ko so še vedno večji kot naš, isto najdemo ta problem. In zdaj to dodatno otežuje prodajo pravic slovenskih avtoric, knjig, ki so jih naredili slovenske avtorice in avtori v tuje jezike, ker se moramo pogovarjati še o tem segmentu. Če mi kupujemo iz nemščine, ni problem, ker imamo plejado odličnih prevajalk in prevajalcev, ki lahko iz nemščine prevedejo strip. Če kupujemo iz španščine, tako isto. Če kupujemo, recimo celo, zdaj bomo ravno izdali eno knjigo, ki je gospod Čuden prevedel iz danščine, Mira, tudi ni problem. Imamo gospoda Čudna, pa imamo še enih par. Iz finščine je prevajala Julija Potrč. Najdeš pri nas res Društvo slovenskih književnih prevajalcev ima seznam in tam ti najdeš v bistvu ljudi, ki so kompetentni za to. Ampak ko pa ti prodajaš pravice naših avtorjev v tujino, imaš pa zmeraj ta problem, kako bomo to razumeli. Mi moramo vse knjige iz našega jezika prevesti v angleščino najprej. Zato, da oni sploh razumejo, zakaj gre. Preden se bi sploh odločili, kar podaljša postopek v neskončnost. Pomoč pa še najti agente, ki so pripravljeni to. Zakaj pa je treba pravice prodajati? Zato, da bi bili na trgu funkcionalni, da bi nas, recimo sam, če se na Evropo omejim, da bi v Evropi delovali kot ena destinacija, kamor se gre pogledati, kjeri stripi so cool. Recimo ta dodatni faktor je ful težava. Plus, kako boš prišel do agenta? Ti moraš priti na sejem za to nekam v tujino, kar je povezano z ogromnimi stroški. In zdaj te stvari vse inhibirajo slovenski literarni trg, ne samo pri stripu, ampak tudi pri drugih zvrsteh, posebej, če si mala založba, recimo, ko si to še teže privošči, da bi se lahko razvijala tudi mednarodno. Zato smo se mi odločili, da bo nujen del našega festivala vsakič, upam, da ga bomo kot rečeno še organizirali, ampak tudi že prvič, tudi tržnica pravic. In da bomo povabili agente pa agentke iz tujine, ki jih zanima spoznati slovensko stripovsko sceno, založbe, ki izdajajo, avtorje in avtorice, ki to delajo, in se z njimi potencialno povezati. Tako Anja Zako Golob, ki v zvezi s tem, kako lahko strip navduši in kako relevantno je lahko njegovo sporočilo, kot imeniten primer izpostavi risoromana francoskega avtorja Manija Larseneja. In recimo Blast se je meni še posebej vtisnil, kar se tega tiče, pa tudi Brodekovo poročilo. Brodekovo poročilo celo tek, da bi si ga želela citirati v svojih tekstih, pa ne morem, ker je strip. Poleg založbe Vige Vage knjige so organizatorji Mariborske Primaruhe, Narodni dom, knjigarna Mariborka in Muzej narodne osvoboditve. Dogajanje se bo zvečer končalo z glasbenim koncertom. Ljubiteljem tekmovalnega smučanja pa še ta informacija. Festival Mariboru s stiliziranim logotipom vrača lisico.
Vdanost ima naslov razstava izbora slik Metke Krašovec, priznane slovenske slikarke, ki se je poslovila leta 2018. V galeriji Ekurna jo je pripravil njen vodja Arne Brec. Pred mikrofon ga je povabil Goran Tenze. Letos mineva 8 let od slikarkinega odhoda in kurator se je prejemnici mnogih priznanj, med drugim velike Prešernove nagrade za življenjsko delo leta 2017, odločil pripraviti cikl 3 razstav in letošnja je po lanski že druga po vrsti. Kako si je Brec zamislil postavitev oziroma izbor 15 del slikarke, ki je po njegovi presoji zaznamovala prehod med slikarskim modernizmom in postmodernizmom pri nas? Lansko leto smo naredili prvo, ko sem gledal ves njen opus, ki prihaja iz zapuščine, se pravi iz dediščine, se je izkazalo, da je velik del obdobja iz 70 let, se pravi tega rdečega obdobja še ostal, tako da lansko leto sem naredil prvi del, neke vrste uvod in je bilo rdeče obdobje. Letos sem zbral slike, se pravi od leta 1985-86 do njenih zadnjih 2 slik 2016, tako da gre za obdobje 30 let. V tem času je ona šla skozi različna obdobja, ustvarjalna. Se mi zdi mogoče že ta prehod se rahlo čuti, je pa res, da so te slike, kako bi rekel, iz zelo različnih, ravno zaradi tega, ker prihajajo iz različnih obdobij. Metka je imela neko svojo likovno govorico in se tega držijo, ampak vseeno so si dost različne. Odkot pa naslov razstave? Naslov same razstave sem dal po eni od njenih slik, ki je na razstavi, ker se mi je zdela, da na nek način pooseblja po eni strani tudi njeno življenje in tudi njen odnos do ustvarjalnosti, lepote, neke vrste melanholije in neke eteričnosti, ki jo je uspel nekako spraviti v ta svoja likovna dela, ne glede v katerem likovnem obdobju pravzaprav jo lahko postavimo ali pa jo plasiramo, no. Za Metko Krašovec so bile značilne izčiščene, precej posebne upodobitve njej bližnjih ljudi v barvno nežnih, po večini naravnih okoljih. Med razstavljenimi 15 za njo prepoznavnimi slikami večjega formata mi je izstopala podoba odseva gozdnega zelenila v ribniku. Ta tudi izstopa na predstavitveni strani razstave galerije Ekurna na internetu. Zadnji 2 sliki, ki jih je ona naredila, ki še nikoli nista bili pokazani. Prvič pravzaprav sem jih jaz leta 2020 pokazal na razstavi Zelena, zaradi tega, ker je bilo na otvoritev te razstave je bil COVID lockdown, nihče te razstave ni videl praktično in je bila zdaj je to prilika, da se te 2 sliki, pravzaprav njeni zadnji 2 sliki prvič vidi. Kar se mi zdi zelo značilno za te slike, bi jaz rekel, da sta zelo neznačilni za njo, v smislu prvič barvnega kolorita, to je že prva stvar, ki se odstopa od vseh njenih do zdajšnjih, in druga stvar, ki se mi zdi, da je zamenjala krajino, ker v njenih krajinah so bile vedno krajine iz kakšnih poti, ki jih je po svetu, ona je veliko potovala in na teh potovanjih je veliko si zapiskov delala. Nekaj je sicer tudi skicirala, ampak predvsem si je zapisovala, kakšna je svetloba tistih krajev in pa kakšne barve prevladujejo. Tle se mi zdi, pa te 2 sliki imata pa eno zelo specifično značilnost in jaz mislim, glede na to, da je imela ona atelje na Bledu in nikoli ni slikala krajine Gorenjske oziroma Bleda, se mi zdi pa, da te 2 sliki, edini 2, v celem njenem opusu, ki nosta pravzaprav to vodo v okolici Bleda, bi jaz rekel, da je našla in je v tem smislu zelo specifična. Po eni strani, po drugi strani ima pa to sprijaznjenost z končnostjo, s smrtjo, z odhajanjem in te ptiči, ki so noter, namreč tam not so 3 ptički in dejansko je neke vrste, glede na to, da je bilo to obletnica Tomaževe smrti, Tomaža Šalamuna, je nastala ta slika. Ena od teh ptic je definitivno, jaz si tako razlagam, Tomaž Šalamun, druga jaz mislim, da je ona in ta tretja ostaja v nekem
razmisleku ali pa v neki enigmatični poziciji, ne, kako pač jo bomo interpretirali. Tisti, ki pač smo Metko in Tomaža poznali in tako naprej. Razstava bo odprta do petka 19. junija, do neke mere pa je tudi prodajna, kot pravi Arne Bred. Razstava je prodajna, imamo 4 dela, ki so na prodaj, 2 deli sta na razstavi, nekaj del imamo še v depoju. Ideja je, da bi zadržali večji del tega opusa, zaradi tega, ker si želimo, da bi morda mesto Ljubljana in pa pač Ministrstvo za kulturo mogoče prepoznali nek potencial v tem opusu, ki je zdaj nabran tukaj, in da bi potem te slike lahko mogoče umestili v nek muzej Metke Krašovec, če bi se v prihodnosti lahko nekaj takega nekoč nekdaj in nekje realizirali. Belokranjski opus Božidarja Jakca, enega najpomembnejših slovenskih likovnih ustvarjalcev 20. stoletja, je na razstavi Podobe Bele krajine prvič predstavljen v celoti. Razstava je na ogled v galeriji Kambič v Metliki, ki je enota Belokranjskega muzeja in obsega 70 del Božidarja Jakca, ki je v različnih obdobjih življenja večkrat obiskal deželo na sončni strani Gorjancev. Prispevek je pripravil Jože Žura. Belokranjski muzej iz Metlike hrani 83 del Božidarja Jakca, 70 s podobami Bele krajine so jih izbrali za razstavo. Soavtor razstave Andrej Doblehar. Božidar Jakec je eden naših najpomembnejših likovnih umetnikov 20. stoletja in nasploh obravnavali so ga že številni pisci. Na nešteto razstavah je bil predstavljen in v katalogih, ampak belokranjski opus, kot smo ga poimenovali, je samo omenjen v teh delih s stavkom ali 2, torej bo to prva umetnostno-zgodovinska opredelitev in tudi prva celostna predstavitev. Gre pa za dela na papirju v različnih tehnikah, zlasti risbe s kredo in nekaj pastelov ter grafike. Lahko rečem, da je večina teh del spontanih zariskov, lahko rečemo v skicirki, ne gre torej za neka reprezentativna likovna dela, zato imajo še posebno vrednost in neko mladostno spontanost. Jakec se je v Belo krajino večkrat vračal, nenazadnje je njegov dom v Novem mestu in čez Gorjance ni daleč. Zanimivo pa je, da se je njegova družina po propadu novomeškega hotela in gostišča leta 1913 preselila v Belo krajino Miheljo vas in tam je kot šolar še Jakec ustvarjal in pravijo se odločil za slikarski poklic. Obstajajo tudi nekatere risbe iz tega obdobja. Sicer pa se je v bolj zreli dobi vračal v Belo krajino. Letnice nastanka teh njegovih del, ki so na razstavi, so 1919, 1925, 1940 in 1944. V Belokranjskem muzeju, ki letos praznuje 75-letnico delovanja in četrt stoletja galerije Kambič, so v muzejski kroniki raziskali, kdaj je Božidar Jakec posamezna dela daroval muzeju. Nekdanja dolgoletna direktorica muzeja Andreja Brancelj-Bednaršek pove, da je bila podlaga za donacije dolgoletno prijateljstvo 2 Dolencev. Umetnikom Božidarjem Jakcem in prvim ravnateljem Belokranjskega muzeja Jožetom Dularjem, ki je Jakca tudi po drugi vojni večkrat povabil v Belo krajino. Udeleževal se je raznih prireditev, ki sta jih organizirala Belokranjski muzej in Belokranjsko muzejsko društvo. Vedno je prihajal z veseljem, imel tu svoje razstave. Prva donacija pa je prišla v muzej leta 1976, ko je muzej v svojo stalno razstavo vključil tudi 3 galerijske sobe in tam je 18 Jakčevih del imelo posebno pozornost. No, tej donaciji so potem sledile še 2
obsežni donaciji, tako da je avtor samo muzeju poklonil 63 del. Po njegovi smrti je soproga Tatjana darovala še 4 dela z belokranjsko motiviko, no potem pa so 3 dela prišla v zbirko še z donacijo akademika Kambiča in primadone Vilme Bukovec. Zadnjih 7 del pa sta iz očetove zapuščine poklonila muzeju dr. Janez Dular in magister Andrej Dular. Razstava podobe Bele krajine je pomembna z več vidikov, meni Andrej Doblehar. Jakčeva dela lahko seveda vidimo na stalnih razstavah v galeriji Kostanjevici na Krki in v Dolenjskem muzeju v Novem mestu. Sicer je Jakec v zadnjem obdobju redkeje predstavljen, zato je ta razstava, lahko rečem, dragocena priložnost, da vidimo Jakčeva dela. Dragocena je zato, ker je nekako celostno zaokrožena in predstavlja do sedaj še neznani ali pa vsaj lahko rečem malo znani opus. Dragocena pa je tudi zato, ker jo lahko študijsko primerjamo z Jakčevimi drugimi obdobji, z njegovim razvojem. Na razstavi lahko vidimo podobe krajev, šeki navad in ljudi, recimo Metlike in Vinice, potem ljudi pri delu ali na romanju pri 3 farah. Potem so tukaj portreti, tudi folklorni motivi, zanimiv je ljudski godec Jazo, nekaj pa je tudi knjižnih ilustracij za Tomčevo zbirko ljudskih pesmi iz Bele krajine. Zanimivo je pa tudi, da je na razstavi kot nekaka izstopajoča podoba iz leta 1940, barvni pastel Viniške komende, ki je bila že leta 1940 razstavljena v Jakopičevem paviljonu v Ljubljani in je bila pozneje last umetnostnega zgodovinarja Izidorja Cankarja, danes pa je v Belokranjskem muzeju. Ta razstava ni samo zanimiva, ampak je tudi dragocena, saj se lahko spoznamo z enim zanimivim, lahko rečem, mladostnim in srednjim obdobjem likovnega dela in ustvarjanja Božidarja Jakca. Razstavo spremlja bogat katalog na 200 straneh. V katalogu bodo reprodukcije vseh razstavljenih del, tako da si bo lahko tudi ob spremni študiji bralec predstavljal razstavo, seveda pa je vedno tudi povabljen v razstavišče, kjer bo razstava postavljena daljše obdobje. Razstavo in katalog je pripravljalo več ustvarjalcev, soavtorjev razstave. Zelo dobro pa je bilo tudi sodelovanje z Jakčevimi dediči, družino Turnhar-Miklavc. Razstava Božidar Jakac podobe Bele krajine je v galeriji Kambič v Metliki na ogled do septembra prihodnje leto. Aleksander Basin, ki je včeraj praznoval 88. rojstni dan, je svoje prve kritiške komentarje že v srednji šoli zapisoval v beležko. Najprej je doštudiral pravo, nato pa še umetnostno zgodovino in prav likovni umetnosti je posvetil vso svojo kariero, kot kustos, kritik, publicist, organizator razstav in dolgoletni direktor Mestne galerije Ljubljana. Pred nekaj leti je svoje spomine ujel v avtobiografijo Obris mojega časa, zdaj pa je izšla še 380 strani dolga knjiga zbranih člankov, predavanj in neobjavljenih prispevkov, ki jih je Basin ustvarjal od 50 let prejšnjega stoletja do danes. Naslovil jo je Gledalec misli, umetnikovo delo in njegov interpret. Več o tem pa Žiga Bratoš. Predavanja na konferencah in teoretični članki na temo mej in razsežnosti slikarstva in kiparstva danes, umetnosti v krizi in možnih alternativnih poteh zanjo, premisleki o skupinskih identitetnih prostorih, kot je Metelkova mesto, pa predstavitve domačih in tujih umetnikov. Nekatere je Aleksander Basin spremljal skozi leta in z njimi razvil prijateljski odnos. Izstopa denimo zapis ob 80-letnici slikarja in grafika Franca Mesariča z naslovom Dragi Feri.
V številnih besedilih izstopi prav poudarjanje zveznosti med avtorjem in njegovim delom, razkriva slikarski proces na način, da pokaže na človeka pri ustvarjanju umetniškega dela. Meni je poleg misli, ki sem jih bral v Steletovih knjigah, v Izidorja Cankarja, izredno koristila 15-letna praksa tajnika na Akademiji za likovno umetnost, kjer sem zelo pazljivo pazil, poudarjam to, da sem oddelal tajniški čas od 7 do 3, prej sem se pa posvetil in obiskoval ateljeje. In sem tako rekoč stal umetnikom, študentom za ramo in natančno gledal, včasih prisluhnil seveda tudi korekturam profesorjem. No in to ena zadeva se mi zdi, ki sedanjih kritiški generaciji manjka, da pogleda raje prej na splet, kakšen je umetnik, kaj dela in kako, jaz pa zmeraj želim videti to v živo. Izpostavlja denimo kapitalizem, med drugim pravi, umetniški sejmi zbirajo, vrednotijo in preprodajajo umetniška dela, umetniki kot prvotni snovalci pa so izključeni. To pomeni, da umetnik deli isto usodo, ki jo občutimo vsi, da namreč danes več ne potrebujemo resničnega in celovitega človeka s poreklom in integriteto. Tovrstni Basinovi zapisi, tudi tisti nastali še pred časom aktualne umetne inteligence, dajo misliti prav o vlogi avtorstva in našega odnosa z umetnostjo. To se pravi, umetnost, ne bom rekel, da se človek, ki jo gleda, podreja umetnosti, ampak obratno, umetnost ga mora podrediti. Zmeri sem na strani umetnosti. Ona je tista, ki naj bi imela aktivno vlogo. Koliko je pa pri tem seveda dojemanje človeka, jaz sem večkrat uporabil izraz dojemalec umetnosti, ne gledalec, dojemalec. Poslanstvo kustosa, kuratorja, misleca in pisca, kritika, organizatorja na področju likovne umetnosti je, da umetnost razlaga in ji pomaga, da bi imela pogoje za svoje življenje. Aleksander Basin je vedno zasledoval neki širši učinek, prav zato se je rad posvečal skupinskim razstavam, saj je z njimi pokazal na neke širše umetnostne pojave, ne le na značilnosti posameznih ustvarjalcev. Zbrati podobne avtorje, hrvatski je tak primer, ki mi je sedel kot črv v glavo in okrog hrvatskega in Dušana Tršarja sem vzel Čadeževo, Lapajneta, tudi Tihca kot prav očeta tega konstruktivizma, da predstavim fenomen posamezne likovne zvrsti in njihovo odzivnost. To se mi je zdelo zmeraj kot posebni, da preseže navaden tekst, ampak tisto, zakaj združujem te in te in te. Te grupne razstave so mi bile najbolj pri srcu, vse te so morali biti tudi, ne. Zato so me, Madžari povabili, da sem predstavil konstruktivno umetnost v srednji Evropi, seveda sam za Slovenijo, pa avantgarda. Pomemben del Basinovih aktivnosti so razstave slovenskih umetnikov v mednarodnem prostoru. Imel je močne vezi s tujino, kot kritik je sodeloval na simpozijih. V knjigi Gledalec misli, umetnikovo delo in njegov interpret, ki je izšla pri založbi ZRC, lahko beremo na primer še v vlogi umetniškega dela v smislu, do kakšne mere in za koga je le objekt za užitek, pa o pomenu kritike in tako dalje. Besedila niso enostavna, to je že potrebno priznati, ter zahtevajo zbranost in poznavanje strokovne terminologije. A kot celota ponujajo številne uvide in nastavke za premišljanje o umetnosti, nekoč, danes in jutri.
Nagrado skupine Oho je leta 2005 ustanovil zavod Parasite, da bi podprl mlade ustvarjalce in ustvarjalke in jim olajšal ustvarjalno pot. Vsakoletni javni poziv je namenjen ustvarjalcem v Sloveniji do 40. leta starosti. Letos je na razpis prispelo 34 prijav. Komisija v sestavi Barbara Borčič, Mojca Grmek, Miroslav Karič in Tadej Vaukman pa je soglasno izbrala 4 nominirance za nagrado. V galeriji P74 v Ljubljani so v četrtek odprli razstavo nominirancev ter razglasili zmagovalko. Prispevek Sanje Rejc. Letošnje nominiranke in nominiranec za nagrado skupine Oho, Živa Božičnik Rebec, Ajda Kadunc, Tajda Stiplovšek-Jug in Jernej Šimec v središče svojega dela postavljajo premisleke o našem odnosu do okolja. Vsak ga na svojstven način opazuje, raziskuje, interpretira in opazovalcu predstavlja nove glediščne točke. Mednarodna žirija je zmagovalko izbrala tudi na podlagi pogovora, ki ga je opravila z nominiranci. Član komisije, kustos Muzeja sodobne umetnosti Beograd, Miroslav Karič. Ampak to je uvijek zanimljiv proces, naravno, kod žiriranja. Ja moram najprije da kažem da sam vrlo zahvalan kolegama što su me pozvali. Del žirije je vedno zanimiv proces, a najprej moram povedati, da sem zelo hvaležen kolegom, ker so me povabili k sodelovanju v žiriji za nagrado Oho. Sem eden od organizatorjev podobne nagrade v Beogradu, nagrade Dimitrija Bašičeviča Mangelosa. Sodelovanje v žiriji je fantastična priložnost, da se tudi mi spoznamo in pridobimo vpogled v dogajanje na umetniški sceni v Sloveniji, posebej na področju umetniške produkcije najmlajše generacije. Nekatere mlade umetnike sem imel priložnost videti na njihovih samostojnih razstavah tudi v Beogradu. Bilo je več kot 30 prijav. Zame je bila to odlična priložnost, da vidim neke podobnosti in razlike znotraj te generacije, tako pri nas kot na vaši umetniški sceni. Zanimivo je videti, da se ti mladi umetniki vračajo k materialnosti. Žirija je to nekako videla kot dominantno značilnost kandidatov za nagrado Oho. Prisotni so narativnost, premisleki o odnosu človeka do prostorov, naj bodo ti javni, družbeni, intimni ali naravni. Kar se mi je zdelo zanimivo, je to, da sem ob pregledu portfolijev kandidatov za nagrado Oho opazil, da se mladi tukaj precej ukvarjajo z ekološkimi temami. Pri mladih umetnikih v Srbiji to ni ravno dominantna tema. Pomembno in zanimivo mi je bilo tudi videti, kako mladi umetniki v Sloveniji razmišljajo o razstavnih prostorih. Načini, kako predstavljajo svoja umetniška dela, se mi zdijo fenomenalni. Imajo zelo dobre postavitve in artikulacijo v prostoru, to so bile neke značilnosti, ki sem jih opazil. Seveda so odločitve žirije vedno težke, izbrali smo 4 finaliste, katerih prakse so že nekako zaokrožene v formalnem, estetskem in idejnem smislu. Njihove prakse so si v nekaterih pogledih podobne, v drugih pa se razlikujejo. Zastopan je širok spekter medijev. Žirija se je odločila, da letošnjo nagrado podeli Ajdi Kadunc za delo, ki ob upoštevanju njenih prejšnjih del izkazuje konsistentno umetniško prakso in raziskovanje. Zanimivo je, kako razmišlja o odnosu do naravnega okolja. Gre za zelo sofisticirano poetiko in delo z materiali, predvsem naravnimi, hkrati pa njen pristop vključuje pomemben dejavnik, nečloveško perspektivo. S tem odpira prostor oziroma možnost, da iz te perspektive pridobimo drugačna znanja o svetu, ki nas obdaja. Mislim, da njena praksa dobro napreduje iz dela v delo, se razvija v različne smeri, a hkrati ohranja nit, ki je, kot že rečeno, zelo sofisticirana, premišljena in pozorna tudi v delu, ki ga je predstavila na razstavi finalistov nagrade Oho. Mislim da je na dobrom tragu, njena praksa se baš onako da kažem iz rada u rad jako dobro razvija. U različitim pravcima, ali zadržavajući tu jednu nit koja je, kao što sam već rekao, vrlo sofisticirana, vrlo promišljena, pažljiva čak i u ovom radu koji je predstavila na izložbi finalista Oho nagrade. Ajdo Kadunc poznamo kot slikarko in avtorico instalacij, ki v svojem delu raziskuje nesmisel kot trenutek v času, ko se začnejo pojavljati spremembe, ki odpirajo nove možnosti razumevanja.
Za razstavo nominirancev je ustvarila delo Proximity Attempt, v katerem izhaja iz vsakodnevnega sobivanja z drugimi organizmi, ponavljajočih se opravil in opazovanja procesov, ki se nenehno preoblikujejo. Del instalacije, ki je postavljena v galeriji P74, je video prenos iz čebeljega panja. O svojem delu prejemnica nagrade skupine Oho, Ajda Kadunc. Ja, moja praksa nekako črpa vedno iz neke osebne izkušnje najprej. In ta pač moja osebna izkušnja je čisto slučajno dost neko naravno okolje, ker živim pač oziroma sem odraščala na samooskrbni kmetiji, tako da v bistvu mi je dost naravno bilo vedno ustvarjati tudi z mislijo na neke nečloveške sisteme, tako da so me vedno zanimali. Sploh recimo sistemi, ki v bistvu kažejo nek potencial odpora. Na tak način, da jih v bistvu ne moremo zares udomačiti. Zato pač so mi čebele ful fascinantne in sem jih nekako probala umestiti v to umetniško polje. Da ni v bistvu njihov namen samo neka uporabnost, ampak gre tukaj za neke vrste grajenja skupnega jezika z drugim organizmom. Nagrado skupine Oho podpirata Mestna občina Ljubljana in Ministrstvo za kulturo ter partnerja iz Združenih držav Amerike Trust for Mutual Understanding in Residency Unlimited, ki nagrajencu oziroma nagrajenki omogočita dvomesečno bivanje v ateljeju v New Yorku. Razstava letošnjih nominirancev bo v galeriji P74 v Ljubljani na ogled do 4. junija. Spoštovani poslušalke in poslušalci, to je bila Kulturna panorama. Prispevke so pripravili Iza Pevec, Goran Tenze, Jože Žura, Irena Kodrič-Cizarel, Žiga Bratoš in Sanja Rec. Glasbeno opremo je pripravila Alma Čelik. Oddajo je posnel in zvočno oblikoval Robert Markoč, uredila in vodila sem jo Petra Tanko. V imenu nas vseh se vam zahvaljujem za pozornost in vam želim prijeten konec tedna.